kako si prej si rekel, da te je oči zafural, v kakšnem smislu? Jaz sem po eni strani vedno govorila, saj jaz sem čisto cool, ločitev ni nobenih posledic pustila name, vse je čisto okej, dokler nisem pač bila v zvezi, ki je šla zelo, bi človek rekel, ne tako, kot bi si želela. In sem začela videti oziroma iskati neke podobnosti z mojim očetom oziroma z zvezo, ki so jo imela moja mami in oči in z ločitvijo in z vsemi stvarmi, ki so prišle zraven tega. In bolj, ko sem jaz začela tam videti podobnosti, bolj sem začela jaz kriviti očeta za to, da mi je pač na nek način zafural vse zveze, ki bi jih jaz lahko kadarkoli imela. In to, kljub temu, da je bilo na nek način ful dobro, da sem jaz ozavestila, da nek vzorec obstaja, spet ni bilo okej, ker sem jaz krivdo ven dajala in jaz do trenutka, dokler nisem res začela prevzemati odgovornost zase. Ja, mogoče sem vedela, da moje zveze niso okej, ampak še vedno nisem za to nič naredila, ker sem pač krivdo tam zunaj iskala, tako da to. In kaj je danes možno? Ker pač zdaj si prevzela odgovornost, si rekla, sprejmeš, si odgovorna za sebe, za zvezo. In danes je kakšno stanje pač. Da vemo, do kje si prišla, ne? Iz tega, ki si krivila vse druge do veze, ki je šla vse nadol in moj oči mi je zafural vse bodoče veze, vsi moški so kakšni bili. Prasci. Evo, vsi moški so isti, 3 milijarde 750 milijonov fantov v istem košu sedi za Saro. Če imaš lučka, si prasec. Realno gledano, ali pač huje, ker se nekaj takega odločiš, ti misliš, da je to tako vsi moški, pa pogledaš, to je 3 milijarde 750 milijonov ljudi na svetu, ali? Ja. Kaj je zdaj možno v ljubezni, če bi z eno besedo lahko povedala, je to definitivno svoboda. Alright. Okay. Kaj hočeš, da nadaljujem? Nič, sam s tem sem, da pač res, bi rekel, sem v svetu, da dojamem to, kar si povedala, da pač je res svoboda, ne? Ker je tako ena taka beseda, ki si vsi želimo biti svobodni, a ne? Pa nekdo reče, kaj zdaj možno je svoboda in smo tako, ne. Ker nekaj tam prebiješ, ziher te kaj omejuje v lifeu, sigurno ti je, tudi ti je rekel on, da moraš reči. Ker je vedel, da boš dal podcast za to temo, bi rekel, pazi, kaj boš povedala? Poslušam. Daj nam malo več povej o tej svobodi. V smislu, da že to, da sem jaz lahko kdorkoli sem in kdorkoli je želim biti in da lahko počnem karkoli lahko želim, ker nikoli prej nisem imela občutka, da jaz zares lahko počnem karkoli želim, ampak je bilo vedno, okej, tega pa zdaj ne bo odobraval. In že to je mene ena taka ogromna svoboda, da ne morem povedati. Po drugi strani pa mogoče tudi to, da ko sem prevzela odgovornost zase, oziroma ko sem mogoče začela najprej sebe imeti rada, je v partnerstvu čisto drugače, ker ne poskušaš na vsakem koraku ugajati njemu, ampak ti veš, da si ti dovolj in ne vem, mislim, da je čisto drug občutek, če si ti v partnerstvu zato, da nekomu ugajaš, pa si nekomu všeč, pa da te bo on imel rad, pa ti bo rekel, ne vem, te bo sprejemal oziroma ti bo dal potrditev. Ali si ti to sama sebi daš, pa pač je on sam še ti dodaten plus, ker nisi zaradi tega z njim, ampak zaradi tega, ker se pač imata ful rada oziroma se ljubita.